Lep pozdrav vsem skupaj. Danes pred nekaj minutami je še ena neuspešna leva koalicija predčasno zaključila mandat. To se je v Sloveniji zgodilo že velikokrat. Tako tudi po današnjem glasovanju, ki je bilo mimogrede zelo prepričljivo. Koalicija, ki je vodila Slovenska demokratska stranka v mandatu 2004-2008, ostaja edina, ki je ostala nespremenjena od začetka do konca mandata, in to kljub temu, da ni bila ideološko enobarvna, tako kot koalicija, katere konec so poslanci izglasovali danes. O tem, kakšna je zapuščina, ali bolje rečeno o tem, kakšna bi morala biti zapuščina te vlade, ki je danes potekel predčasno mandat, je bilo veliko rečenega v sami razpravi v Državnem zboru, zato tega nima smisla ponavljati. Pravzaprav so bile na nek način odveč tudi vse razprave poslancev opozicije, kajti bivša koalicija si je med sabo povedala toliko, da so kar sami napravili rezime. In tega obtoževanja, ki smo ga slišali danes, je bilo veliko tudi skozi cel mandat, zato ni čudno, da ta koalicija ni imela veliko časa, da bi se ukvarjala s tistimi stvarmi, ki so pomembne za državo. Predsedniku vlade, gospodu Pahorju, ki je danes doživel nezaupnico, lahko sicer priznamo, da je nekatere stvari poskušal spremeniti v pravo smer, da pa večinoma za te korake ni imel podpore v koaliciji, velikokrat ni imel podpore niti v lastni stranki, kar je dodatno prispevalo k splošni neuspešnosti. Nezaupnica, ki je bila danes izglasovana, je pomemben korak k iskanju rešitev za prihodnji razvoj Slovenije, ki mora biti drugačen, kot je bil v zadnjih 3 letih. Vendar pa o tem koraku danes nima, ne samo danes, ampak tudi v prihodnjih dneh, nima več smisla izgubljati besed. Potrebno se je usmeriti v prihodnost. Pri tem v Slovenski demokratski stranki računamo na verodostojnost besed, ki so jih danes izrekali vodilni člani Socialnih demokratov Pahorjeve stranke, ko so izjavljali, da za njih ni druge alternative kot čimprejšnje predčasne volitve. Če bodo to besedo držali in nimamo razlogov, da bi v to dvomili zaenkrat, potem smo dejansko na hitri poti k tem predčasnim volitvam in s tem tudi k potrebnim rešitvam. Ali pa bolje rečeno, k možnim rešitvam, ker volitve same po sebi ne predstavljajo rešitve, predstavljajo pa možnost, da do teh rešitev pride. Slovenska demokratska stranka je že spomladi predlagala, da se ta agonija skrajša. To, kar se je zgodilo danes, bi se moralo zgoditi najkasneje pred pol leta. Veliko časa bi s tem pridobili, veliko denarja bi tem prihranili slovenskim davkoplačevalcem in tudi veliko tega, kar bo treba storiti v prihodnje, bi bilo lažje, če bi ta agonija, ki se je danes vseeno, hvala Bogu, skrajšala, krajša vsaj za pol leta. Tudi slovenski državni dolg bi bil bistveno manjši, če bi prej prišlo do tega koraka. Kljub temu, da ta naš predlog ni bil sprejet, se je Slovenska demokratska stranka odločila, da bo ravnala, kot da se je tekmovanje programov že začelo. Kot veste, smo že julija začeli predstavljati tako tiste protikrizne ukrepe, ki so bili in ki so še vedno po našem mnenju prva prioriteta, v katero je treba usmeriti večino energije v prihodnjih mesecih v Sloveniji. Predstavili pa smo tudi osnovne in ključne elemente prihodnjega razvojnega programa za državo. Glede na to, da smo takrat dejali, da imajo slovenske barve 2 milijona odtenkov,
smo te predloge programov ponudili v javno razpravo. Če pogledate na našo spletno stran, kjer so ti predlogi objavljeni, lahko vidite, da smo v tem času, v roku 2 slabih mesecev, kljub dopušniškemu času in parlamentarnim počitnicam, dobili skoraj 500 dodatnih predlogov, odzivov in tudi kritik. In Slovenska demokratska stranka je tudi na podlagi te strokovne in javne razprave, ki je bila opravljena, pripravljena na tekmovanje programov pred volivci. Pričakujemo, da bodo podobne napore v pripravo programov in v pripravo predlogov možnih ekip za izvajanje teh programov v prihodnjih tednih začele vlagati tudi druge parlamentarne stranke oziroma sploh vsi, ki se nameravajo na prihodnjih volitvah potegovati za naklonjenost volivcev. Šele na ta način bo Slovenija ali pa bodo slovenski volivke in volivci dobili priložnost, da realno izbirajo na podlagi realne ponudbe, ki bo šele omogočila, da se izbere tisto, kar se ljudem zdi najboljše. Če povzamem, Slovenska demokratska stranka bo od zdaj naprej, ko je bila nezaupnica izglasovana in ko teh dilem ni več, vse sile usmerila v združevanje moči za čim boljšo afirmacijo programov za hitrejšo rast in za nova delovna mesta. To je srčika tega, kar Slovenija v prihodnosti potrebuje. Z enim dodatkom, to pa je boj za bolj pravično državo, kjer bomo bolj enaki pred zakonom in kjer bodo ista merila v Sloveniji veljala za vse, ne glede na to, od kje kdo prihaja. Upamo, da bo tokrat, verjetno prvič, odkar Slovenija obstaja, prevladala neka zrelost, da se bodo vsi, ki bodo tekmovali za naklonjenost volivk in volivcev na predčasnih volitvah, zavedli resnosti položaja in da bo ta predvolilna kampanja vsebinska in programska. In da ne bo zahajala v razne slepe ulice, ki potem lahko pripeljejo do situacije, kakršno smo spremljali zadnja 3 leta, ki so bila za Slovenijo izgubljena. Hvala lepa, če so kakšno vprašanje. Ja, mogoče si mi povedali, kaj je tistega, kar je Pahor dobro naredil in verjetno me to ne prištevate pokojninsko reformo, me pa zanima, kakšna bi morala biti. Zdaj, tukaj ne želim govoriti, kot sem že prej dejal, niti veliko o tem, kaj se je dogajalo danes in o nezaupnici, niti o času in delu in rezultatih tega dela, zaradi katerega je prišlo do tega glasovanja in do te situacije, ko je vlada predčasno zaključila mandat. Predsednik vlade je danes imel dolg nastop pred začetkom razprave in glasovanjem. Tam je na dolgo in na široko razlagal, kaj je vlada dobrega naredila. Jaz sem že med razpravo povedal, da je Slovenska demokratska stranka vse tiste ukrepe, ki jih je vlada dejansko v tem času predlagala kot protikrizne, podprla, da z izjemo 2 ali 3 ne samo, da ni glasovala proti njim, ampak je tudi aktivno pomagala in da je problem predvsem tisto, kar ni bilo predlagano strani vlade. V zvezi s tem pa sem že prej dejal, da je predsednik vlade ponekod imel dobre namene, da je skušal nekatere stvari premakniti v pravo smer, da je na začetku tega mandata, recimo, po mojem mnenju iskreno, ponujal tudi roko sodelovanja v smislu podpisa partnerstva za razvoj, tako kot je bilo to partnerstvo vzpostavljeno v našem mandatu, vendar pa je pri tem naletel na velik odpor znotraj vladne koalicije, znotraj koalicije, ki naj bi jo efektivno vodil, pa tudi znotraj lastne stranke. Na nek način mu ni bila dana niti ta suverenost, da bi samostojno odločal o tem, niti o tem, kdo bo svetovalec v njegovem kabinetu.
In zaradi tega so se tudi mnoge dobre želje in pošteni nameni, ki so bili na začetku, skrižili, in to je bila pot, ki je vodila v prepad in danes se je zaključila.